To je Radio 1 podcast. Dobro večer, vesela družba, minutka čez 21 uro je. Včasih pridejo v studio ljudje, ki svojo zgodbo premikajo svet, pa ne z bučnim nastopom, ne z bleščicami, temveč s tihim zgledom. S tem, kako hodijo po svoji poti, če tudi jih je življenje že ob rojstvu postavilo tja, kjer ni bilo lahkih korakov. Nocojšnji gost ni tisti, ki kriči, je pa tisti, ki gre mirno naprej in za sabo pušča globoko sled. Povej, kdo si in kaj počneš. Ja, lep pozdrav. Sem Dejan Fabčič, zdravnik, specialist interne medicine, delujem na področju sladkorne bolezni in bolezni ščitnice. Poleg tega sem tudi parašportnik. Ja. Predvsem pa se rad pohvalim, da sem družinski človek in oče 2 hčerk. Radio 1. Pozdravljam poslušalce Radio 1. Zdravo. Moje ime je Povej, kdo si. S Klepačem in Gustinčičem. In zdaj sveži ambasador integritete. Točno tako, tega se še nisem prav navadil, sveži ambasador integritete. Kako slišiš besedo integriteta? Kaj ti pomeni? Integriteta dejansko mi pomeni to, da se da stvari početi na pošten, transparenten, iskren način, da se ne poslužuješ bližnjic in nedovoljenih postopkov. In prav zato sem z veseljem postal ta ambasador, oziroma sprejel to ambasadorstvo, ker dejansko delim vrednote, ki so se jih zamislili na Komisiji za preprečevanje korupcije. To se naučiš ali to se tako rodiš? Večino se naučiš z zgledom, že od otroštva, se pa da za vsako stvar seveda tudi naučiti in predvsem se odločiti v dani situaciji, kako se boš na to odzval. Okay. Ali pošteno, ali mogoče z goljufijo. Ok, si zdravnik, paralimpijec, ambasador integritete, človek, ki v življenju ni izbiral lažjih poti, pa tudi človek, ki verjame, da se tudi pošteno splača. Kakšna je tvoja življenjska zgodba, Dejan? Ja, zelo zanimiva in precej dolga, ne vem, koliko časa imava. Kar si ga bomo vzela, kar dej? Ja, dejansko sem se rodil z eno zelo redko okvaro na nogah, in zaradi tega tudi dolgo časa nisem mogel hoditi. Imel sem veliko operacijskih posegov, korekcijskih, preko 20 operacij. Ok, kaj točno je s svojimi nogami? V bistvu sem se rodil brez kosti od kolena do gležnja, brez golenic na obeh nogah. To je tista ta debelejša kost, ki nosi težo. Jaz imam samo tisto ta tanko kost, mečnico. Aha. No in potem so, se pravi, takratni ortopedi pristopili k eni noviteti oziroma poskusili, če bi tale tanka kost nadomestila debelejšo kost in bi lahko nosila mojo teleso težo, če bi se toliko okrepila, seveda so potem s številnimi operacijami to dosegli, kar sem neizmerno hvaležen, ker sicer se je takrat po doktrini noge enostavno amputiralo v višini kolen in sedaj bi imel pač proteze oziroma bi bil na invalidskem vozičku. Ampak čakaj, to se je dogajala ta operacija potem, ko si že nehal rast, ali kako, kdaj je to bilo? Ja, 3 veliki sklopi so bili. Eden je bil takoj po rojstvu, drugi je bil pred vstopom v osnovno šolo, tretji pa potem po končani osnovni šoli, ko sem dejansko zaključil rast. In kako ta operacija izgleda? Mislim, to zdaj govori z nasmeškom, ne? Ampak predvidevam, da to je vse prej kot smejanja vredno. Zdaj, jaz takrat tega nisem tako doživljal, seveda sem se operacij zelo bal, zdaj se temu smejim, ampak dejansko bivanje v bolnišnici je bilo meni zabava. Jaz sem si vedno naredil zabavne trenutke, dneve, takrat, ko sem okreval. In poznal sem vse osebje, bil sem praktično inventar. Si imel barkodo. Skoraj. Najboljša prijatelja so bila s kuharico, ki mi je dobesedno kuhala po mojih željah, ker tiste bolnišnične hrane nekako nisem preveč maral. Skratka, verjetno je bilo to takrat bolj zahtevno oziroma naporno mentalno za moje starše, zame pa niti ne toliko. So poskrbeli, da sem se res dobro počutil. In vzel to kot del, kar se more. In kar se more, pač ni težko. Tako da res zdaj sem hvaležen, da lahko hodim s svojimi nogami in očitno je ta poseg uspel. Tudi potem je ta moj ortoped, dr. Plahuta, podobne primere operiral po celem svetu. Aha, ti si torej osnova. Jaz sem neki, bom rekel, poskusni zajček v dobrem smislu. Ampak saj so se starši strinjali in hvala Bogu, da je bilo tako. Je bil to razlog, da si potem šel v zdravniške vode, v doktorske vode? Ja, moram priznati, da ja. Jaz takrat po osnovni šoli sem res
videl od blizu delo vseh profilov v bolnišnici, od čistilk do medicinskih sester, do zdravnikov in predvsem sem se zaljubil v to, kako je ta zdravnik meni pomagal in kako je bil dostopen zame, mi vse razložil, kar me je zanimalo in jaz sem ga takrat res občudoval in sem rekel, če lahko jaz kdaj na tak način drugim pomagam in jim, bom rekel, olajšam tegobe ali pa bolezni ali pa celo rešim kakšno življenje, to je največ, kar lahko v življenju dosežeš in zaradi tega sem se odločil za študij medicine. Študij medicine. Ampak gremo še malo nazaj. Torej, ti si zdaj operiran in si po koncu osnovne šole. Ja. Kako, si ne predstavljam tega, kako so te sošolci dojemali takrat? Ja, pravzaprav, to je kar fenomen, ampak mene so vedno jemali kot sebi enakega. Ja. Jaz sem včasih kakšnega prav namenoma vprašal, a ti mene vidiš kot invalida, kot nekaj posebnega, ali kaj? In so rekli, ne, kaj ti pa fali, ne? Tako da dejansko sem imel res dobre izkušnje, tudi potem v srednji šoli, ko je najbolj tako najstniško obdobje, ki bi lahko bilo v tem smislu kakšno zasmehovanje ali karkoli. Tega ni bilo. Jaz sem bil res v odličnem okolju Škofijske gimnazije v Vipavi in mi smo se družili, bili prijatelji in počeli vse razne stvari in je pa res tudi to, da jaz nisem nikoli v ničemer zaostajal. Nikoli se nisem opravičeval za kakšno stvar na račun invalidnosti. Aha, nisi imel tega kot izgovor. Ne, jaz sem tudi v osnovni šoli redno opravljal športno vzgojo in bil celo boljši kot marsikateri svoj vrstnik v kakšnem športu ali pa recimo v tem športnem kartonu. Jaz sem ga naredil z odliko. To govorimo že potem po operacijah. Po operacijah, ja, seveda. Vedno sem imel rad šport, vedno sem se rad kosal z ostalimi, tekmoval in tudi res razen v, ne vem, nogometu, ko nisem mogel teči, recimo, in sem bil dober golman, recimo. Ja, recimo, vse si probal, vse si dal. Vse sem dal čez in jaz mislim, da ravno zaradi tega, ker sem se v mladosti kosal z zdravimi vrstniki, sem potem toliko boljši lahko v športu invalidov, v parašportu. Ok, torej zdaj sva šla čez srednjo šolo in tako dalje. Kako prve ljubezni? Ja, prvo ljubezen imam jaz še iz srednje šole in to je tudi zdajšnja moja žena, Vida. Ja, neč, tako kot vsi najstniki, sem se zaljubil in se je zgodba odvila sama od sebe. Ne? Lepo te slišati. Ja, res je. Dobro, potem smo rekli študij medicine. Študij medicine sem vzel zelo resno, ker sem rekel, če bom enkrat dežuren sredi noči, mi ne bo nobeden pogledal skozi prste ali pa pomagal, ali pa če bom kakšno življenje po moji krivdi, bom rekel, zafrknil, si tega ne bom nikoli odpustil. Tako da res sem tudi na medicini delal vse stvari tako, kot jih delajo drugi. Na račun invalidnosti nisem imel niti ene protekcije. Izpite redno delal, skratka tudi vse vaje in moram reči, da so me imeli profesori oziroma mentori kar radi, z vsemi sem se dobro razumel. Res vam ne bi znal povedati niti ene negativne zgodbe. Lepo. Študij medicine je res tako zanimiv, slikovit in če ti je to všeč, to res uživaš. Je pa res, da če si pozitivno naravnan, težko vidiš negativne zgodbe, ne? In ti imaš te pozitive ogromno dosti. Kako te gledajo pacienti tvoji zdaj, ko si na ordinaciji? Ja, tudi zelo pozitivno. Priznam, da mi je bilo tega malo strah, ker vseglih, če rečeš, grem zdaj k enemu invalidu na pregled, si misliš, vprašanje, kako bo, no? Ampak nimam takih izkušenj. Res me vidijo kot enega strokovnjaka, je pa res, da se jaz z odgovornostjo lotim in pristopim k vsakemu pacientu in tudi prav na račun tega, ker sem bil dolgo časa na tisti drugi strani, se pravi jaz pacient in vem, kaj sem takrat potreboval in od zdravnika recimo, ali pa kaj sem pričakoval, da mi razloži oziroma kakšen odnos ima z mano, to poskušam zdaj jaz do svojih pacientov, jih skušam razumeti in jim res na tak zelo poljuden domač način razložiti bolezen, zdravljenje in tudi načrt zdravljenja in ne nazadnje tudi terapijo, ker če bolniki vejo, zakaj kakšno zdravilo jemljajo, ga potem bolj redno jemljajo in tudi dosti bolj uspešna terapija. A misliš, da si kaj privilegiran kot zdravnik ravno zaradi tega, ker si imel tudi to izkušnjo, ker marsikdo tega ne vidi, ne? Mora pa si samo predstavljati, ti si pa to dejansko doživel.
Ja, če temu rečemo lahko privilegij. Ja, mislim, to je zdaj bizarno, kar sem rekel. Se pravim. Čisto pogleda službe. Se strinjam z vami, čeprav iz vidika privilegija, če bi lahko izbiral, verjetno ne bi izbral te poti. Razumem. Ok, zdaj si zdravnik, kdaj pa šport? To te je spremljalo od začetka samega, sploh pa aktivn, recimo paralimpijec. Ja, paralimpijski šport, dejansko se ukvarjam z njim od univerzitetnih let, naprej, od študijskih let. Ne. Prej sem imel šport, sem rad in sem res počel vse športe. Potem, ko sem pa po tem zadnjem sklopu operacij, sem mogel ponovno naučiti hoditi. To se je dogajalo v bazenu, da ti voda odvzame telesno težo in da potem lažje shodiš. Takrat sem vzljubil še bolj, kot sem že prej, plavanje in se je porodila želja, da bi se poskusil v tekmovanju v plavanju. In tako sem začel trenirati plavanje in moj prvi tak resen šport in tudi nastop na paralimpijskih igrah v Pekingu 2008 je bilo ravno plavanje. In zdaj si se s Pariza vrnil z bronasto iz lokostrelstva. Ja, v paru Živo Lavrinc. Vmes seveda sem zamenjal še nekaj športov, ker kot sem rekel, imam res vse športe. Po plavanju kam si šel potem? Po plavanju sem šel v kajak. Dobro. V kajak, zato ker sem pač iz Primorske, imamo prelepo Sočo in v prostem času sem rad hodil veslati na Sočo in takrat pred paralimpijskimi igrami v Rio de Janeiro je parakajak postala ravno paralimpijska disciplina in so iskali kandidata, ki bi to poskusil in seveda ravno takrat sem zaključil plavalno kariero in so rekli, evo, poskusi še v kajaku. In tudi tam sem resno zagrizel v delo. 3, 4, 5 let smo res trdo garali s takratno trenerko Nino Mozetič, našo izvrstno kajakašico, ki je takrat ravno zaključila svojo kariero. Skratka, in smo se potem toliko natrenirali, da smo se vrstili na paralimpijske igre v Rio de Janeiro, kjer sem na koncu osvojil 6. mesto. Pa si kdaj pomislil, da bi lahko recimo kajak je tak šport, pa tudi lokostrelstvo, ker ni nujno, da mislim, kot paralimpijec, da bi lahko šel tekmovati res, med tiste, ki niso pač invalidi. Ja, to je še vedno nekako moja skrita želja. Bolj kot v kajaku, kjer dejansko rabiš precej pomoči nog in tukaj smo invalidi hendikepirani, ampak v lokostrelstvu pa smo si pravzaprav enaki in večina tekmovanj imamo skupnih. Ravno ta vikend v Mariboru je bilo zelo lepo tekmovanje, Postružnikov memorial in smo tekmovali invalidi in neinvalidi skupaj. Se pravi, in zdaj meni manjka še nekaj, da malo še dodatno natreniram, kar mislim, da mi bo uspelo. Zdaj imam tudi izvrstnega trenerja, no se tudi prej sem imel, ampak zdaj smo to zamenjali po paralimpijskih igrah in smo si postavili kar visoke cilje in če se nam uspe uvrstiti v olimpijsko ekipo, bo to res nekaj neverjetnega. Evo ga, zdaj, ko smo slišali tvojo življenjsko zgodbo, biti ambasador integritete, ni častna funkcija, je obveza, ne? Je kar neka odgovornost dejansko. Ja. Ne? Kako si sprejel to, da si postal ambasador? Kaj ti to pomeni? V bistvu najprej sem bil presenečen, povem po pravici, ker se jaz sebe nimam za nič kaj posebnega in to, da te drugi vidijo in v tebi prepoznajo take vrednote, kot ste jih lihkar našteli, si štejem v čast in zaradi tega sem tudi z veseljem sprejel to, bom rekel, častno funkcijo. Zdaj ne delam si utvar, da bomo spremenili vsa svet, vse ljudi, ampak če bomo kakšnega kaj spreobrnili ali pa bomo rekli vsaj opomnili, da se da delati tudi na drugačen, tisti bolj pošten način, je mislim, da je cilj dosežen. Zmenil se, da se bo vtikala, ne? Seveda. Ti me vikaš. Aha. Ampak to vedno iz navade, ne? Včasih mi vidi, ker svoje pacijente vikam. Nisem pacijent. Si kdaj občutil, da ljudje postanejo sumničavi, ko slišijo besede, kot so poštenost, vrednote, načelnost? Ne verjamejo več toliko v to. Mislim, da smo prišli zdaj v take čase, v tako družbo, da je mogoče to malo zgubilo na pomenu in ravno zato se mi zdi prav, da se na to opozarja in če lahko pa to svojim zgledom, svojim življenjem še pokažeš, se mi zdi pa še toliko bolj vredno. Jaz mislim, da če bi se vsi odločili biti eno malenkost boljši ljudje, kot smo, je sigurno bi nam bilo lepše in bi bila naša družba boljša, lepša. Kje misliš, da človeku priskoči, po tvojem mnenju, da pozabi na te besede, na te vrednote? Jaz mislim, da je v trenutku, ko se ti pokaže priložnost, da bi lahko do uspeha ali pa nekega zadovoljstva prišel na lažji način, na hitrejši način, to seveda
nas silijo k temu tudi razna ta socialna omrežja in vse, ko imamo vse na dlani in vse takoj, nismo več pripravljeni se pošteno, bom rekel, zavihati rokave in lotiti nekega dela na daljši način, na tisti, bom rekel, mogoče bolj zapleten, ampak iz svojih izkušenj sigurno lahko rečem, da se človek čuti bolj izpolnjenega, če nekaj naredi res pošteno in tako, kot je treba, in dosežete dobre rezultate na negoljufiv način. Ja, kje je pri tebi tisti klik, ko te ostavi nazaj, ne, tega pa ne boš dejansko tako naredil, ne? Pejdi po pravi poti. Si bil kdaj v skušnjavi, tako te bo vprašal? Ne, sigurno se nimam za svetnika. Kdaj pridejo seveda tudi skušnjave. Se konec koncev skušnjava je lahko tudi ali vzeti doma košček čokolade ali ne. Ja. Ampak tako ti odgovor ja. Tukaj je stvar, tega jaz ne smem reči kot diabetolog, ne. Ja. Ampak ne, tukaj mislim, da je važen in ključen stvar odločitve, kako boš temu pristopil. Nezanemarljivo je pa seveda tudi, kako si vzgojen in kakšne navade in manire imaš. In sigurno, bom rekel, pot preobrnitve, če nisi tega navajen že od otroštva, je sigurno daljša, ampak ni za obupati, vse se da popraviti. In vzgled vodi, ne? In ti si tukaj zato, da postaviš vzgled, oziroma marsikomu, da pomagaš tisti, ki si ne znajo še dobro odločiti. Če bo kdo videl v meni vzgled ali pa neko dobro zgodbo in da mu bo to pomagalo biti boljši človek, jaz bom zelo vesel. Kaj je zate največji test integritete? V zdravstvu, v športu ali v vsakdanjem življenju? Ja, prav to, ko sem rekel. Ne? Recimo v športu je to, da res trdo treniram, pošteno delam in da na tak način pridem do rezultata, da se ne poslužujem neprepovedanih substanc ali pa kakšnih postopkov. V medicini pa seveda, da vse paciente obravnavam enakovredno, da jim vsem ponudim enake možnosti zdravljenja, da se ne spuščam v razne te, bom rekel, neprijetne zgodbe in vodstvene v medicini, ki prej ko slej pripeljejo do tega, da nekako zabredeš v zelo plitko oziroma plitke vode. Si ga zdaj bolj pozoren na to, kaj počneš, kako počneš kot pa prej? Mogoče zdaj malo bolj ozavestim stvari, ki jih počnem. Prej sem počel to precej bolj tako po intuiciji, ampak očitno, če so drugi to opazili, da je prav, da so prave vrednote, je bilo tudi prej prav. Je pa res, da zdaj mogoče malo bolj se spomnim na to, se to pa je bilo tako v redu, ne, dalo bi se tudi drugače, ampak si se odločil prav in tako. Pa mogoče se malo bolj posvetujem, najbolj doma pri svoji ženi, marsikaj kakšno stvar skupaj predebatirava in mi pomaga pri marsikateri stvari, da se mogoče boljše odločim, kot bi se sam. Oprosti, nisem preveril, imaš otroke? Ja, 2 punci. 2 punci? Ja, najstnici. 13 pa 15 let, ja. Si jim vzor? Si jim vzor? Mislim, ja, sigurno so. Zdaj smo v takih letih, ko se veste, so starši, manj kot jih vidijo, boljši so. Ne? Kako si njima razložil, kaj si postal zdaj? So te sploh vprašali? Ja, to vejo, seveda. Bile so vesele, povedal sem jim, da pač je to neke vrednote, ki jih skušam živeti in si želim, da bi jih živele tudi one same in dejansko smo se enkrat doma pogovarjali, da ni važno, kakšne ocene prinesejo domov iz šole, ampak če bom slišal, da so poštene, prijazne, da pomagajo drugim ljudem, sošolcem, mi bo to dosti več pomenilo kot vsaka petica, ki bi jo prinesle. Ja, tudi zdravnik je človek, tudi športnik pride domov utrujen in tudi tisti, ki daje zgled, potrebuje kdaj ramo. Dejan, kdo tebi ponudi ramo? Največja opora mi je sigurno žena Vida. Ja? Ja. Potem pa moram reči, da se zelo sprostim tudi pri pevskem zboru. Poješ tudi? Ja, pri komornem zboru Ipavska v Vipavi. 2-krat na teden imamo vaje in tudi, če grem slabe volje pa utrujem na vaje, pridem nazaj vedno veder, srečen, vesel. To se sprostijo pri petju taki pozitivni hormoni in res, to mi je velika sprostitev. Komorno petje te sprošča? Res je. Mi lahko že poješ, kažem komad zdaj? Ne, jaz sem za peti v zboru, ne v solistični. To si šel v zbor. Dobro. Ko smo rekli, kako pacijenti te dojemajo kot kako? Moram reči, da zadnje čase sem postal kar precej priljubljen, malo na račun te medijske pozornosti, malo pa tudi zaradi tega, ker vidijo, da
da delam dobro, da se jim posvetim, da sem predan svojemu delu, odgovoren, trudim se biti res tudi strokoven, redno se izobražujem še dodatno in očitno so to prepoznali in praktično zadnje čase imamo kar take, bom rekel, sladke krbi oziroma probleme, da se hočejo k meni upisati iz cele Slovenije, kar je pa kar težko, no? Ker vendarle jaz delujem na področju kroničnih bolezni in so kontrole včasih dokaj pogoste, na to pozabijo, ko se hočejo nekje iz Štajerske prideti k meni na pregled. Pa tudi moraš paziti na integriteto. Seveda, no sej to nas pa v bistvu tudi sistem k temu pelje, no, tako da glede tega imamo čakalno knjigo in preko tega pač seveda ne moremo. Kaj pa sodelavke in sodelavci? Razumejo tvoje poslanstvo zunaj bolnišnice? Se trudijo, bom rekel. V zdravstvenem domu v Novi Gorici, kjer sem zaposlen, moram reči in večkrat to tudi javno povejo, da so zelo ponosni, da imajo takega zdravnika v svojih vrstah. Malo več težav s tem pa ima moja medicinska sestra, kar je seveda čisto razumljivo, ker mora kakšno ambulanto prenaročiti in ima zaradi tega dodatno delo, tako da zaradi tega se ji dodatno zahvaljujem tudi tukaj po radiju, da me razume Metka Simčič. Tako da z tega vidika so pa veseli in me razumejo, podpirajo, seveda. Je pa res, da tudi zelo veliko delamo in dosti delamo, imamo polne ambulante in tudi tukaj na tem področju ne iščemo nobenih bližnjic. Kako je stanje, če si pač diabetes imaš? Jaz imam zdravnik za sladkorno bolezen, pa za bolezni ščitnice. Kakšno je stanje v Sloveniji, kar se tiče diabetesa? Na obeh področjih, predvsem pa na področju diabetesa je tako, da nam dela ne bo zmanjkalo. Žal ga je vedno več in tudi vedno večje te bolezni, vedno več je tudi debelejših ljudi, manj se gibamo, vedno slabše se prehranjujemo in to dejansko vodi v te kronične bolezni in diabetes je ponavadi na prvem mestu. Torej to, kar si zdaj povedal, treba samo obrniti in to je na svet, kaj mora ljudje početi. To bi rešilo marsikateri problem, sigurno. Torej gibanje. Gibanje, čim bolj zdrava prehrana, uravnotežena prehrana, ne količinsko preveč prehrane in pa redno gibanje. Sej to zdaj ne govorimo o pretiravanju, ampak pol ure na dan lažje aktivnosti, lahko je tudi sprehod, je čisto dovolj. Je recimo, bolj aktivno pospravljanje doma gibanje? Če je zelo aktivno pospravljanje. Premikaš kašete oziroma... Sigurno, tudi to je gibanje. Čeprav jaz temu rečem, da si bolj kot da se gibaš, si bolj priden. Za gibanje vendarle rabiš spraviti svoj srčni utrip tam na nek 120, 130, to je tisto ta pravo gibanje. Da se najprej skregaš s partnerko, da dvigne pritisk in potem greš premikati kišne. Lahko, če je to izgovor, da gre. Ne, to čisto neumestno. Kdaj se ti zdi, da si ti najbolj ti? Kdaj je Dejan? Zelo se dobim v delu s pacienti, zelo rad delam z ljudmi in tam takrat res uživam. Ampak ni to edina stvar. Tudi ko streljam z lokom, ko sem na treningu, res neizmerno uživam. Tako kot sem prej rekel, tudi v petju, ko sem na pevskih vajah, zelo uživam. Neizmerno uživam tudi doma, ko smo z družino, pa se igramo kakšne družabne igre ali pa skupaj pogledamo kakšno oddajo ali pa kaj drugega počnemo. Skratka, vse take stvari me osrečujejo. Tako da za kaj več pa skoraj zmanjka časa. Slišim in čestitke mi za to. Zdaj o športu sva malce manj govorila, ampak vseeno sva ga non-stop omenjala. Kam te pelje športna pot zdaj? Poleg tega, da želiš nastopati, ko si rekel prej. Zdaj, ko sem videl na olimpijskih igrah v Parizu, kako je lepo in kakšni lepi posebni občutki so, ko dobiš medaljo, seveda so mi zrasli apetiti, smo zdaj bronasto, tako da ostajajo še 2 žlahtnosti. Lepo. Zaradi tega smo se zdaj trdno zagrizli naprej v treninge in upamo, da bo še kakšen uspeh prišel. Ostajam pa v lokostrelstvu, če je bilo to vprašanje. Tako, ostaješ v lokostrelstvu, to je bilo vprašanje. Ob koncu najega klepeta še 2 vprašanji naših poslušalcev. Kako ste ohranili motivacijo v trenutkih, ko je bilo najtežje? Predvidevam, da to se nanaša na tisti začetni del do srednje šole. Verjetno sem tak že po karakterju. Dejansko brez kakšnega posebnega truda poskusim vse stvari gledati pozitivno in z vidika, da tudi če ti kakšna stvar kdaj ne uspe, ne smeš obupati. Sigurno, če se zaprejo ena vrata, ti
ostane nekje odprto okno in lahko tam dosežeš še kaj drugega, posebnega, mogoče še celo boljšega. In čisto iskreno lahko povem, da se zavedam, da če ne bi imel invalidnosti, sigurno ne bi dosegel vsega tega, kar sem. Tako da sem hvaležen in dejansko zadovoljen, da sem tak, kot sem in to sprejemam in iz tega skušam narediti čim več. Ok, že ko si imel invalidnost, Bernarda sprašuje, kaj bi svetovali staršem otrok z invalidnostjo in kaj otrokom? Ja, sigurno to, da se čim več vključujejo v družbo med vrstnike iz svojega, bom rekel, zgleda ali pa bom rekel iz svoje zgodbe, ne se poskusijo tudi s kakšnim športom, če mi je le to všeč. Obstajajo različni športi, ki se dajo prilagoditi različnim težam invalidnosti in šport ti da ne samo to, da treniraš pa da tekmuješ, ampak ti da dosti več. Potuješ po svetu, spoznaš ljudi, prijatelji iz celega sveta in ne nazadnje vidiš tudi, da tvoji problemi, tvoje težave, ne nazadnje tvoja invalidnost ni najslabše na svetu. Namreč obstajajo sigurno tudi drugi invalidi, drugi, ki jim je mogoče še težje kot tebi in so ti lahko potem tudi tebi zgled. Ne nazadnje tudi vidiš različne tehnične in invalidske pripomočke, ki obstajajo po celem svetu, tako da se lahko razgledaš na tem področju. Skratka, šport ti res zelo veliko da. Če se še malo vrnemo nazaj, to je pa moje vprašanje, koliko pomeni družina v tistem trenutku, ko si ti bil invalid, ko nisi mogel hoditi, ko si prestajal, preden si prišel do operacije in potem naprej? Kakšno vlogo ima? Ja, ogromno. Družina in prijatelji. Ja. Takrat se spomnim pred vstopom v srednjo šolo, ko sem imel ta zadnji sklop operacij, koliko so meni stali prijatelji ob strani. Takrat sem 1 leto pauziral, to so zelo občutljiva leta, ampak prav zares ni minil niti en dan, da ne bi prišel vsaj eden od prijateljev na obisk. Ob vikendih jih je bila pa praktično polna hiša, polna soba in takrat sem bil namreč na invalidskem vozičku in se jim nisem mogel pridružiti, ampak so pa oni prišli k meni. Dejansko nisem bil niti trenutka sam, no, in to res veliko šteje, veliko pomaga. Seveda družina ti je pa v glavno oporo. To vidim pa ne samo takrat v težkih trenutkih, vedno. Ok, to je bila zdaj preteklost, kaj si govoril, kako pa vidiš svojo prihodnost, kaj še pride, kam greš? Jaz delujem predvsej na tak način, da se prepustim toku in predvsem izkoristim priložnosti in danosti, ki so mi ponujene in pridejo na mojo pot, iz njih hočem narediti dobro zgodbo, tako da sigurno se vidim še naprej v medicini, rad bi pomagal še naprej tistim, ki so pomoči potrebni, to me res osrečuje. Ne da se opisati z besedami, ko recimo nekomu olajšaš bolezen ali pa mu celo rešiš življenje. To je res lep poklic, no. Tako da, druga stvar, tudi v šport me izpolnjuje, tako da tudi tukaj nisem še rekel zadnje besede in upam, da pride še kakšen uspeh. In pa ta zadnja stvar, bom rekel, ta naziv ambasadorja, upam, da bom res ob tem, ko sem se priključil že 6 ambasadorjem pred mano in da bomo skupaj širili ta res dober glas in pozitivne vrednote in da bomo s tem naredili kaj dobrega za družbo. Super, hvala. Tako bomo rekli za konec, zdravnik, ki je zgradil pot, kjer je ni bilo, športnik, ki strelja natančno, človek, ki tiho postavlja standard. Nocoj smo govorili o poštenosti, o zgledu in o tem, da se da. Ne vedno zlahka, vedno pa z voljo, to je pomembno. To je bil King večer z Dejanom Fabčičem, doktorjem Dejanom Fabčičem. Hvala, ker si bil z nami, hvala, ker si vzel čas. Najlepša hvala za povabilo, res mi je bilo prijetno v tvoji družbi. Superca. Vse ostale torkove pogovore pa lahko poslušate in gledate na Enkinem YouTube kanalu in na Enkini spletni strani radio1.si in pa na ostalih platformah. Uživajte. To je Radio 1 podcast.